Čau, Staš. Živijo. Danes je en poseben podcast, danes si ti moj gost, ker si prejšnji teden dobil nagrado Watchdog, čuvaj Društva novinarjev Slovenije, nagrado za izstopajoče novinarske dosežke v minulem letu. Če gostim novinarje drugih medijskih hiš, se mi zdi prav, da gostimo tudi naše, še posebej, ko nekaj takega dosežejo, tudi tebe, da vas slišimo, da te slišimo. Ampak najprej pridejo disclaimerji, ne? Torej, morava povedati, da sva midva sodelavca, da delava v isti redakciji, v redakciji rubrike Poglobljeno, in da bomo čisto pošteni. Še en disclaimer, midva sva pred leti kar dolgo tudi zasebno partnerja. To je prav, da povemo, čeprav to ni skrivnost, ampak evo, da bo vse pošteno. Tako da smo transparentni. Tako da zdaj lahko začneva, ne? Dejva. N1 podcast s Suzano Lovec. Torej, ti si v tem govoru ob prejemu nagrade omenil bullshit. Rekel si, kot družba se kopamo v bullshitu in mediji, sploh mi novinarji, bi se morali dosti bolj potruditi, da nam ta gladina ne bi segla čez nos. Kje vse vidiš ta bullshit? Kje vse se mi kopamo v njem? Kje vse je? Vsekakor izhaja iz marketinga, iz oglaševanja, ki mislim, da je zelo slabo samoregulirano tudi v Sloveniji, ker se jim dopušča čist preveč zavajajočih trditev. Seveda se pa to potem prelije tudi v medije, ki živijo od oglaševalskih prihodkov. In je začaran krog, v bistvu mi lahko še toliko z lopato kidamo ta bullshit, ampak hkrati ga tudi ustvarjamo na nek način. Pa družbeni mediji, ne? Kjer je tega bullshita tudi... To pa sploh, tam pa lahko vsak reče, kar mu pade na pamet, pa kar je njegovo prepričanje, če tudi je povsem v nasprotju s kakršnimi koli dejstvi. In ustvarja se videz z družbenimi mediji, da vsako mnenje enako vredno in da vsak seveda lahko ima mnenje, ampak kot da obstaja neka množica resnic in vsak ima svojo resnico, ne? Težko ločiti zrnje od plev. Meni se zdi ravno to privilegij novinarstva, v bistvu. Obveznost in privilegij, da najdeš, da lahko za vsako temo, ki jo pokrivaš, najprej najdeš najbolj pametne ljudi, ker največ vejo o tej temi in pa se gre z njimi o tem pogovarjati. Zato sem rad novinar, v bistvu. Sej, včeraj, ko sva se pogovarjala, ne, da sem spraševala tudi o znanstvenem novinarstvu, kar je ena od tvojih specialnosti, ne, ti znanost veliko pokrivaš, si jo tudi v preteklosti pokrival, in si rekel to, ne, da ne samo pri znanosti, pri vseh temah, ki se jih pokriva, obstajajo pametni ljudje, ki se jih gre najprej njih vprašati. Ne samo pri znanosti, znanstvenike, tudi vse druge teme obstajajo strokovnjaki zanje. Ne? Mislim, da se da veliko večino tem pokrivati na znanstveni način, razen morda politike, kjer je pač obstajata dve ali več resnic in zato se tistega raje ne lotevam jaz. Ko smo govorili o bullshitu, brain rot je beseda leta po izboru, torej to je Oxford Word of the Year letošnjega leta, pomeni pa v bistvu to neko možgansko gnitje, če prevedem, tudi kot posledica scrollanja, neskončnega scrollanja in gledanja bullshita, ki si ga ti omenil na internetu, torej teh kratkih, precej nezahtevnih, pogosto neumnih, zavajajočih stvari. Ljudje so to prepoznali kot besedo leta, torej tukaj imamo neko samo refleksijo, ampak še vedno se kopamo v tem, ne? Na tej točki smo zdaj nekako, ne? Imaš mogoče kakšen nasvet, kako ne gniti mentalno, če smo že pri brain rotu? Zelo priljubljen nasvet je veliko berite, ne? Ja. S tem, da meni se zdi ta nasvet malo preveč splošen, ker lahko tudi bereš zelo veliko bullshita, ker je tudi produkcija knjig in vsega danes pač sledi razvoju temu, da je lahko vsak, kot je ima lahko vsak mnenje na družbenih omrežjih, je že praktično vsak lahko tudi pisatelj in izdaja svoje bullshit knjige. Ti opozarjaš pri tej zgodbi, za katero si dobil, torej pri tem dosjeju, za katero si dobil novinarsko nagrado, torej o zavajajočem oglaševanju
pri prodaji prehranskih dopolnil, ti ful poudarjaš, da to ni zgodba samo enega podjetja, ne? Da je to zgodba o industriji. Ja, veliko sem dobil pritožb, kaj se zdaj spravljate na Herto. Ne? To, kot rečeno, moj namen s to zgodbo ni bil pokazati, da je eno podjetje, ki zavaja. Oni so samo najbolj in your face, se pravi, najbolj vsi poznamo Herto, zato ker je pač neprestano na televiziji, ker je vsako mašilo programa, ki ga potrebuješ, je praktično ona. Ne? In zato je bila najboljši primer, na katerem se je dalo to pokazati. Ampak gre pa za to, da je pač, tudi ne gre za to, da nekatera podjetja zavajajo. Ne? Cela industrija prehranskih dopolnil temelji na nekem zavajanju, da nismo zdravi, da potrebujemo neka dodatna hranila za to, da bomo preprečili kronične bolezni in raka in take stvari. In pri čemer je v bistvu nasvet, jemljite samo, če vam nekaj res primanjkuje, če vam zdravniki to priporočijo. Vemo, da po zimi se potrebuje dodatke vitamina D, ampak to je približno to. In vemo, da ne velja, da če je nekaj dobro v malih količinah, ti si napisal tudi ta članek, kaj kažejo raziskave o jemanju vitamina C, ki ga mnogi ljudje, z lopato jemljejo čez zimo, misleč, tako kot smo bili vzgajani, da vitamin C je dober za nas, ampak dober je toliko, kolikor ga naše telo rabi. Ne? V enormnih količinah lahko postane, kot si ti pisal, gorivo za raka. Ne? Ja, vitamin C ima dejansko, kar se tiče klinične uporabe, edina dokazana korist je, da preprečuje skorbut, se pravi, ta obolenje dlesni, za katerim so včasih trpeli mornarji in iz katerega v bistvu izhaja tudi prva klinična raziskava v zgodovini, ker so dokazali ravno tako, da so dali enim mornarjem na pot, mislim, da to agrume, se pravi mandarine in limone, in na ta način preprečili skorbut, in to je bil dokaz v bistvu, da je vitamin C tisti, ki preprečuje skorbut. Izhaja pa ta mit o vsemogočnosti vitamina C iz prepričanja enega Nobelovega nagrajenca Linusa Paulinga, ki je bil prepričan, da pač to pomaga za vse mogoče bolezni in da so velike doze zdravilne praktično za celoten človeški organizem. Ne? Ampak pač kasneje se pa izkaže, da to ni res. Gre pa za to, ne gre samo za vitamin C, ampak širša slika tega je, da antioksidanti, ne, ki jih imamo vsi v čislih, ki je nekako splošno prepričanje, da to je pa nekaj koristnega, ker lovijo proste radikale v telesu, ki škodujejo DNK. Se pa izkaže, da resnica ni tako zelo črno-bela in preprosta, ampak da imajo tudi prosti radikali svoje signalne funkcije v organizmu in da če pretiravamo z antioksidanti, lahko te signalne funkcije tudi okvarimo oziroma oviramo in s tem oviramo tudi normalno delovanje organizma. Tako da, ja, v bistvu res eno zelo splošno pravilo, ki ga vedno uporabljam, na katerega vedno naletim pri svojem pisanju, je zmernost v vseh možnih pogledih. Ko si te ogrume omenil, pa mornarja, ne, mislim, da v slovenski mitologiji so ogrume v tej pravljici, kaj se je dogajalo, so naši stari starši zamenjali z kislim zeljem. A si slišal to? Ne, nisem. Ja. Ponovadi se tako govori. Omenil si industrijo, v bistvu, da ne gre samo za eno podjetje, da je to v bistvu bil primer. Ti si potem to zgodbo širil, ti si potem objavil seznam slovenskih prodajalcev prehranskih dopolnil, ki so največkrat kaznovani. In ti si dal pač teh 10, si izračunal stvari, pridobil podatke, na njem so med drugim tudi znana podjetja, kot so Sensilab, Malinca in Medek. Skratka, to, kar je bil osnovni dosje tvoj, to je bil simptom stanja. Stanje si pa potem pokazal, razdelal in tako naprej. In o tej industriji si pisal tudi že predtem, kaj ta kanadski znanstvenik Caufield pripoveduje. O tem, kako ta industrija uporablja znanstvene besede, kako so v bistvu to besede, na katere se naša pozornost ful navleče,
in jih vtakne vse živo, zato da lahko prodaja neke stvari, za katere ni nobenega dokaza, da koristijo. Ne? Ja, on je uporabil dober izraz solata znanstvenih Tako. besed, ki v bistvu uporabiš en niz zelo visoko letečih in strokovno zvenečih besed, ki pa v praksi nimajo nobenega resnega pomena, ampak zato moraš biti doktor znanosti, da lahko to prepričljivo poveš. Ali pa, če so novinarji pozorni na to, doseže veliko. Če vprašajo te prave ljudi, lahko. Ja. Tudi se jaz sam ne znam utrditi. Zdi se mi, da sem razvil dosti dober občutek za to, kaj je bullshit in kaj ni, da lahko potem preverim pri ljudeh, ki pa mi to lahko avtoritativno povejo. Jaz sam nimam te strokovnosti, čeprav se mi zdi, da vsak teden diplomiram iz nečesa. No, k temu še prideva. Ampak pa tudi branje strokovnih člankov. Ne? To je recimo tvoje redno delo. Tega mogoče bralci ne vejo. To je ponedeljek. To je ponedeljek. Ponedeljek je branje strokovnih člankov. Skratka, v strokovnih revijah si prebereš o temi, o kateri pišeš, in to, ko se zafrkavamo, zdaj si ti pač to uporabil, da vsak teden doktoriramo iz ene teme. Torej v rubriki Poglobljeno ti in Barbara, ki sta najpogosteje pisca teh tekstov, pač imata zelo širok diapazon tem, oziroma ni tem praktično, ki se jih ne dotikamo, razen ti politike ne delaš, ampak kdo pa tudi. In je lahko to večkrat, jaz povem, zelo naporno, ne? Ker je v bistvu treba takrat, ko pišeš, o vsaki temi vedeti vse poglobljeno. Ne? Tvoje specialnosti so sicer znanost, ki smo jo že omenili, energetika, medicina, tehnologija. To so področja, kjer se dogajajo v zadnjih letih tektonski premiki. Ne? Jaz vem, da ti veliko bereš, ne samo te znanstvene strokovne članke, ki sva jih omenila, ampak tudi tujo literaturo. A kdaj prideš do ideje, kaj bi rad delal, to bi rad delal, ne? Ko rečeš, to temo bi rad delal, ko se recimo pogovarjamo, a pride kdaj tudi do tega, do te ideje na način, da je nekaj, kar ne poznaš, pa bi rad se o tem izobrazil? Jaz sem najrajši teme, ki izzivajo uveljavljena prepričanja. To je meni tako, kako naj rečem temu, to mi da največji možganski užitek, ko mi nekdo z argumenti podre moja dozdajšnja prepričanja. Mislim, da je večina ljudi sicer drugačnih in se oklepajo svojih prepričanj do konca, ampak jaz pa uživam ravno v tem, da mi nekdo absolutno spremeni neko moje dolgoletno prepričanje, katerega jemljem za samoumevnega. No. Recimo tak primer so bile, recimo, je bila moja zgodba o čebelah. Ne. Sem vedela, da boš to omenil, ja. Kjer nam od vrtca naprej vcepljajo v glavo, da čebele so pa res najboljša stvar na svetu, da ni slabe strani tukaj, da so čebelari junaki in tako naprej. Potem pa pač, ko malo bolj se zakoplješ v kakšno znanstveno literaturo, pa ko ga vprašaš, pa ugotoviš, da pač tudi preveč čebel, ki so bile prej bila pri zmernosti, tudi tukaj, ne? Če imaš čebel preveč, začnejo pa se zažirati v hrano in v življenjski prostor divjih opraševalcev, ki so pa v bistvu za naravno ravnovesje in za delovanje ekosistema še bistveno bolj pomembni kot pa gojene medonosne čebele, ki so v bistvu živina, kokarkoli jih ne dojemamo kot take. In tukaj v bistvu si naredil tudi serijo člankov, ne, o tem, kjer so ti tudi strokovnjaki razlagali o tem, da čim več čebelarjenja, čim več medonosnih čebel ni najboljše, ne? In da je treba skrbeti za te divje opraševalce. Ne? Ja, včasih je dejansko treba ljudi malo spodbuditi, da kaj takega povejo, ker se tudi nekateri se ne upajo iti proti ustaljenim prepričanjem preveč. Se mi zdi, da si bodo več nakopali sovražnikov? Več problemov kot koristi, da bo enostavno in se pač raj držijo bolj zase. Treba kdaj spodbuditi tudi koga, da kaj reče, da kaj naredi. Pa pač jaz mislim, da lahko pri tem nudim neko podporo. Skratka, skrb za divje opraševalce. Ko si omenjal to rušenje nekih naših prepričanj, ne? Da imaš rad to, da te v bistvu sogovornik izzove, da ti izzove nekaj, v kar si bil ti prepričan, pa te prepriča z znanstvenimi dokazi.
Ti si imel intervju pred meseci s švedsko profesorico Aso Wikforss, ki je raziskovalka postresničnostne dobe in dezinformacij na Univerzi v Stockholmu, in govorila sta točno o tem, o tem, da se ljudje znanju, ki nam je na voljo, aktivno upirajo temu, ona pravi. Ona pravi, gre za upiranje znanju, vedenju, ki je na voljo, gre za informacije in dokaze, ki jih morali upoštevati pri presoji realnosti, pa jih ne želite. Ne želite jih upoštevati zato, ker bi lahko načeli trdnost vašega napačnega prepričanja, ki vam je postalo ljubo. In potem nadaljuje, lahko pa gre tudi za posledico strahu, ki je velikokrat v ozadju napačnih prepričanj, recimo o nevarnosti cepiv. Lahko je upiranje znanju tudi posledica tako imenovanega plemenskega razmišljanja, kot določeno napačno prepričanje postane pomembno za identiteto in povezanost vašega socialnega kroga. In se ljudje oklepajo napačnih prepričanj, vsa znanstveni dokazi kažejo, da so napačne, ampak oni se v bistvu tega oklepajo. Tako da priporočam bralkam in bralcem ta intervju z Aso Wikforss. Če se ozreš po teh, zdaj už skoraj 4 leta, 1. Ojoj, res. Ti ves čas delaš za rubriko Poglobljeno, vmes kdaj tudi dežuraš v Desku za vikende, občasno delaš tudi krajše teme za naš desk, torej te krajše tematske članke, ampak večino časa delaš na rubriki Poglobljeno. Kateri so članki, ki tebi pomenijo največ? Omenil si čebele? Je še kakšen tak, ki... En, ki mi je bil dosti ljub, pa je mogoče malo morbiden sicer, ampak o oživljanju. Se pravi, o tem, da so nas zdravniške serije zmotno naučile, da je oživljanje ful velikrat uspešno. To, kako velikrat v bistvu se mogoče se človeku sicer vrne srčni utrip, ampak vprašanje, če se mu vrne zavest, ali pa če se mu vrne zavest, vprašanje, če se mu vrne vse kognitivne funkcije in tako naprej, da je to pač dosti manj uspešno, kot bi si želeli mi misliti in kot si mislimo. S tem, in tukaj je tudi seveda zelo velika etična dilema, kaj reči, mislim, kaj napisati, česa ne napisati, ker po drugi strani pa seveda zdravniki spodbujajo, da če se nekdo pred tabo zgrudi, pomagaj mu, takoj oživlja. Ja, seveda, absolutno. Potem pa na drugi strani pa veliko starih ljudi, ki so mogoče že bolj na koncu svojega življenja, pa če se zgrudijo, ali jih je res primerno oživljati in jim prisilno podaljševati življenje, ki nikoli več verjetno ne bo iste kakovosti, kot je bilo. Pač, rad imam težke etične dileme tudi. Ker ni tako enostavno, niti kot sva zdaj razložila v 2 minutah, tako da bi pozvala vse, da si bom jaz v članek pripela tudi ta članek tvoj, da si lahko prebere v bistvu, kako težka je ta dilema, in tudi zdravniki v tem članku izpostavljajo, o čem oni razmišljajo. O čem razmišljajo, seveda spodbujati, oživljati takoj in čim prej, zato da rešimo življenja, ampak hkrati pa opozarjajo, da je veliko tega, česar pa ne vidimo, na kar ne pomislimo, tudi del našega zdravstvenega sistema, kako so velikokrat klicani na agresivne posege, mislim, da reče zdravnik, zelo krhkim starostnikom, ki praktično umirajo in vsi pričakujejo, da bodo te agresivne metode tudi na umirajočem človeku izvajali. Tako da bom dodala ta članek, da si lahko ljudje preberejo. Kaj pa razkritje iz melamina? To bom jaz mogoče izpostavila kot eno od tem, ki je bila meni najbolj ljuba, da si jo naredil, ker si jo naredil, ker je v bistvu tudi mogoče simptom novinarstva, ki ga delamo, kot ga delamo v teh norih časih, norem tempu novinarskem, ki ko se zgodi neka neverjetna katastrofa, kot je bilo teh 7 mrtvih ljudi v največji industrijski nesreči, te eksploziji, ampak ko ugasnejo žarometi, ko novinarsko oko neha gledati, ko kamer ni, ko ni fotografov, se v bistvu na temu pozabi. Kar je bilo meni tukaj ljubo, je to, da si ti 4 mesece potem, ko se je ta tragedija zgodila, ko so ti ljudje umrli, v bistvu šel nazaj in v miru raziskal,
kaj se je zgodilo. In ugotovil nekaj, kar prej noben ni povedal, ne? Da so zaposleni tam opozarjali pristojne, da je nevarno in da se bo na način, kot je bila varnost vodena oziroma ni bila vodena, da se lahko zgodi katastrofa. Pokojni kolega je govoril, da bomo šli enkrat v 3PM. To je bil naslov tega dosjeja razkritja iz melamina. Ja, meni je takrat zelo zaznamovala, ko se je zgodil melamin, sem že napisal en članek, v katerem sem govoril tudi z strokovnjaki za to procesno varnost, ne, za varnost pri delu. In me je zelo zaznamovalo njihovo opozorilo, da pač, ko se zgodi nesreča v nekem proizvodnem procesu, nikoli ni kriv človek, ki se mu je morda ta napaka zgodila, ampak vedno sistem, ki je dopustil, da se ta napaka zgodi. In iz tega sem pol izhajal. Ne, in se je stvar dejansko potrdila. Tako kot vedno, ja. Zdaj, pri tej tvoji temi, za katero si dobil, pri dosjeju, za katero si dobil novinarsko nagrado, se je država zganila. V bistvu tvoji članki so nekaj premaknili so konkretno, da je država obljubila spremembe. Vedno se to ne zgodi. V bistvu se to zgodi zelo redko. Vedno bolj se nam zdi v novinarstvu, da, kot se reče, ne, psi lajajo, karavana gre dalje. Da v bistvu ti psi čuvaji, ne, kot se reče novinarjem, vedno bolj samo pač bevskamo, opozarjamo, stvari pa grejo nemoteno dalje, čez en teden bojo itak vsi že pozabili na afero. Na to tudi recimo pristojni pogosto računajo. Vse se bo poleglo, se bojo pozabili. Sizifovo delo se ti zdi v bistvu včasih to, a se ti zdi včasih Sizifovo delo? Mislim, tako bom rekel, jaz mislim, da je zelo odvisno od odmevnosti. Ne? Lahko ti napišeš še tako dober članek in meni, da sem jih kar še nekaj napisal, pa so bili pač enostavno manj odmevni, manj ljudi je klikalo na nje, ni prišlo mogoče sploh do odločevalcev ali pa je prišlo, pa pač niso zaznali nekega širšega odziva v javnosti. Tako da kar se je zgodilo pri tem dosjeju o biostilu, je to, da je bil prvič, da sem že nekako vedel, da bo dobro bran, zato ker pač res vsi vejo, o čem govorim in vse na nek način to malo moti in jim gre na živce, ta vse prisotnost teh oglasov. Zdaj sem se pa malo vse v redu. Da si vedel v bistvu, da se bo nekaj premaknilo, ker je bilo toliko v javnosti odmevno, ne? Ja. Ampak včasih se pa zgodi, da je v bistvu tema tudi odmevna v javnosti. Recimo pri Barbara Smajila, najina kolegica, ne, ko zdaj že leto in pol piše po tistem res velikem dosjeju, raziskovalni zgodbi o nasilju, ki na ljubljanski psihiatrični kliniki, je bilo tudi blazno veliko odziva. Drugi mediji so tudi delali zgodbo, jo delajo še vedno. Ampak zdi se nam, da pristojni, mislim, jaz imam kot urednica tak občutek, kada živim v nekem svetu gaslightanja, ne? Kada je neka vzporedna realnost. Te izjave so včasih, ali pa tudi ukrepi, ki jih ni, je kot da v bistvu nas nekdo gaslighta, ne? Ampak spomnila sem se vmes še na eno drugo tvojo zgodbo, ki pa je nekaj premaknila, o tej košarici živil, ne? To je bilo letošnja tema, ne? Ja, to je bilo tudi, mislim, zanimivo narediti. Ja. Tle ne znam, če imam recimo pri biostilu v bistvu črno na belem, da sem jaz tisti, ki je dejansko nekaj naprej premaknil, tukaj nimam nekih resnih dokazov, da je bil ravno moj članek tisti, čeprav časovno se upada, ampak kot vemo iz poročanja o znanosti, vsaka korelacija še ni vzročno-posledična. Tako da ja, je bilo pač, mislim, dobro se je šlo, ker sem, ko so izvajali te popise cen, se je videlo, ne, da gre to v nenormalno nizke cene. In sem potem jaz pač zaprosil za fotografije teh živil popisanih, ki so imele take nizke cene. K sreči sem jih dobil in sem jih dobil tudi v dovolj visoki ločljivosti, da sem lahko povečal in pogledal deklaracije. In potem se je pač izkazalo, da gre za pač najcenejše meso iz številnih držav in da je
Mislim, da je ravno to, ne, da je izraz slovenska košarica bil popolnoma razvrednoten s tem, ko sem pokazal, da tle ni nič slovenskega, tle je pač najcenejše, kar dobiš. Če greva malo na tvoje siceršnje delo, da te tudi malo bralcem, gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam predstavimo. Ti si pred tem delal na Mladini dolga leta. In še 13 let. 13 let in še predtem na Radio Slovenija v dnevno-informativni redakciji. Vemo, da ne rad nastopaš pred kamero in da je tole precejšnja izjema. Da smo vsi, verjetno tudi ti, dobivali message, ko si dajal izjavo ob tej nagradi, da kaj se je zgodilo, staš daje izjave. Preden prideva na radio pa Mladino, kako greš pol prek sebe, recimo, da danes tle nastopaš? Mislim, jaz ne moram reči mogoče, da me je lih strah kamere, jaz samo ponavadi nisem zadovoljen s tem, kar povem on the fly, se pravi z improviziranimi izjavami, vedno se potem sekiram, zakaj nisem tega še omenil, pa zakaj nisem malo boljš povedal, zato rad pišem, ker lahko 3-krat premislim vsak stavek, vsako besedo, da je vse, da ima neko logično sosledje. Tle pa pač mi vsake toliko možgani se zaciklajo, zamrznejo in ostanem brez besed, pa govorim kar nekaj ali pa sam bulem v prazno. Kakšna je razlika med delom za tiskan medij, torej ti si bil na Mladini, in digitalnim, kjer smo zdaj? V ta digitalni medij, torej N1 smo prišli kolegi, ki si jih tudi ti zelo lepo omenil ob tej, ko si prejel nagrado, ne? Mislim, da si rekel, da se zahvaljuješ kolegom, ki držijo gor ta medij. Kakšna je razlika med v bistvu delom za tiskan medij in tukaj na digitalnem? Torej, mi smo tukaj prišli, nekateri smo prišli z televizije, ti si prišel recimo, ali pa še kdo iz tiskanih medijev, nekateri naši kolegi so pa digitalci, tako imenovani, že ves čas. Ja, prva stvar, ki sem jo ugotovil, je, da ne znam dajati naslovov. To je bila prva in najhujša lekcija. Vedno se mi je zdelo, da sem mojster v poetičnih naslovih, v besednih igrah in tako naprej. Tukaj pa to absolutno ne dela. V naslovih, ki funkcionirajo za tisk, tako, ki so drugačni kot... Fora je v tem, da v tisku, ko ti odpreš revijo, pogledaš naslov, lahko takoj vidiš še podnaslov, vidiš fotografije v članku, vidiš, koliko je približno dolg, vse, dobiš občutek, o čem ta članek je in kako se ta poetični naslov nanaša nanj. Na spletu je pa pač naslov, fotografija, klikneš ali ne klikneš. To je vse, kar odloča. In pač ti moraš z naslovom prepričati, kakor se da bralca, da klikne. In je konstantna bitka med še dopustnim, med naslovom, s katerim še lahko živiš in ki se ti zdi pa že preveč clickbaitovski. Ja, in mi pazimo na to, da lahko živimo s svojimi naslovi. Absolutno, jaz ne morem dati naslova, ki me zmoti. Kaj pa, ko se ozreš na ta radijska leta, ti si pač vodil informativno oddaje na Radio Slovenija. To je bila tvoja prva služba v resnici? Ja, meni se zdi DIR izjemno dobra začetna novinarska šola, ker te pač nauči obrti, naučite spremljanja aktualnih dogodkov, naučite hitrega odzivanja na nje, naučite pač dela v kolektivu, tudi nočne izkusiš, pa zgodnje jutranje vstajanje in vse tako. Pa pač mislim, da mi je bilo, všeč mi je to, da sem hodil k Aidi Kalan v šolo radijskega govora, to se mi zdi še danes taka fajn referenca za metno. Ja, in pozorni poslušalci in poslušalke, ko bodo poslušali ta podcast, bodo slišali razliko med tvojim govorom in mojim, ker ti si dokončal to izobraževanje, jaz pa nažalost ne, ker sem šla prej na časopis Dnevnik o tem. Pred 5 leti si ti, ko si delal še na Mladini, izdal na Redu, skoraj v celoti sam, posebno številko Mladine o podnebnih spremembah. To je bila v bistvu revija, ki se je prodajala posebej in ki je bila celoti namenjena. Takrat je bilo to kar izjema podnebnim spremembam. V članku, ki je napovedal to posebno številko Mladine o podnebnih spremembah,
Med drugim je zaključen ta članek z besedami: recept za preživetje človeštva, ki bo kmalu štelo 8 milijard duš, je skromnost. Kje smo Staš 5 let pozneje po tej posebni številki Mladine? Ti se verjetno še dobro spomniš, kako si jo takrat pripravljal? Kaj vse si pisal, koga vse si vprašal, kaj vse si prebral, kaj vse je noter bilo, katera opozorila so bila. Zdaj smo 5 let kasneje, ti to temo še vedno seveda pozorno spremljaš. Tudi tvoj prvi dosje, mislim, da na Poglobljeno, torej na N1, je bil o tem, kaj se je zgodilo s podnebnimi spremembami v času covida, po epidemiji, med epidemijo. Kako zdaj 5 let kasneje gledaš na razvoj dogodkov? Zanimanje za podnebne spremembe je zelo ciklično in je odvisno od stanja v gospodarstvu in morebitnih drugih kriz. Takoj, ko izbruhne vojna, ko imamo gospodarsko krizo, ko imamo epidemijo, nobenega ne zanimajo izpusti toplogrednih plinov, takrat pač rešujemo svojo rit. Ko pa nam gre dobro, takrat je pa dovolj prostora in dovolj tudi motivacije za to, da se pogovarjamo o zelenem prehodu in tako naprej. To je kritika družbe, politike in medijev, ne? To so, se veš, kakšne so zakonitosti medijev, ne? Mislim, zelo hitro lahko pozabimo na eno temo, če je neka druga bolj seksi. Kaj sem hotel? Jaz moram reči, da zdaj pa res že vsaj 15 let zagotovo pokrivam podnebne spremembe in grem že sam sebi na živce, ker postajam en velik cinik glede tega, ker se mi ne zdi, da smo sposobni te transformacije, ki jo znanstveniki zagovarjajo in trdijo, da je nujna, če želimo pač živeti še naprej na nekem zmernem planetu, tako bom rekel. In zdi se mi, da smo ljudje preveč razvajeni, da bi dopustili tako korenite spremembe, kot naj bi bile nujne za to, kar moramo doseči. Mislim, da bo to prej ali slej pač prinesel na oblast neke populiste, ki bodo to vse razglasili za brez veze in bodo ljudem omogočili, da živijo svoje življenje brez nesmiselnih omejitev. In da bomo v bistvu drveli v katastrofo še bolj, kot že drvimo. To je pa... Mislim, dobri smo, s tem, kar smo začela, dobri smo pri tem, da se delamo, da nečesa ni ali pa da nečesa ne vemo, čeprav nam znanstveniki pripovedujejo o tem jasno in glasno, čeprav so vse številke na mizi, čeprav posledice podnebnih sprememb vidimo v živo, ne? Ampak smo na nje pozorni, recimo takrat, ko se ta katastrofa zgodi nam, potem pa pozabimo, ko se to dogaja na drugem koncu sveta, nas ne zanima več. Takrat, ko pa... S tem, da bi pa povedal, da jaz sem mogoče res mal hud pesimist glede tega. Imam veliko kolegov, oziroma ne kolegov, recimo virov, s katerimi imamo potem neprestane diskusije in me oni pomirjajo oziroma mi predstavljajo malo bolj pozitivno sliko. Da se da še spremeniti, da se da še tok... Pač da gre v pravo smer, tako bom rekel. Da bodo spremembe lahko privedle tudi do obrata. Ja, se pravim, to je vedno sam sebe preuprašujem, a sem morda prevelik pesimist, a bi mogel malo drugače gledati na vse, ampak enostavno meni se, recimo, zelo dober pokazatelj se mi je zdaj takrat tisti protesti rumenih jopičev v Franciji, ko je pač zvišan davek na bencin ljudska vstaja. To mi je nekako dalo prepričanje, da se težko kaj resno spremeni. Da pač enostavno smo razvajeni in svojega udobja ne damo. Kontekst je smrt senzacionalizma. To si ti rekel ob štartu N1 in z tega smo mi naredili slogan za rubriko Poglobljeno. Je ta kontekst to, na kar misliš vsak teden? Ja, kot rečeno, ravno to bi rad vedno... Če želim kaj doseči s svojimi članki, je to, da
pokazati, da pač neko vprašanje ni vedno črno-belo, ampak da je zelo veliko odtenkov sive vmes in da je tudi redko kdaj je kakšen človek čisto slab v vseh pogledih in ga lahko vsi na križ pribijajo, vedno je še neka zgodba zraven, zakaj se je to zgodilo. In če bi bili vsi mogoče skupaj malo manj ogorčeni in če bi malo manj obsojali na prvo žogo in delili članke, ne, da jih sploh preberemo ali pa še kaj preverimo dodatno, bi bil svet po mojem dosti lepši. Zdaj si napeljal na članek svoj o ogorčenju, ne, ki si ga tudi napisal. In kjer je ravno to poanta, da v bistvu s tem, ko smo ogorčeni, torej te objave, ki spodbujajo naša čustva ogorčenja, te objave se tudi kažejo, raziskave bolj delijo, hitreje delijo, ljudje ne preverjajo, kaj noter piše, važno je samo, da smo ogorčeni in potem se zadovoljimo. Sej pri podnebnih spremembah je tudi zelo podobno, potem se zadovoljimo s tem, da samo nekaj delimo, ne, prave akcije pa ni. Torej akcije, ki bi dejansko nas pognala na ulice ali pa da terjamo spremembe, da jih terjamo danes, jutri, pojutrišnjem in tako naprej. Če gremo nazaj na novinarstvo, kaj te moti v novinarstvu? Kaj te najbolj moti v novinarstvu? Nekaj sva že rekla o družbi, vidim, kaj te moti v družbi. Dobili smo ta vpogled. Kaj pa v novinarstvu? Če bi lahko kaj spremenil, kaj bi spremenil? Mislim, absolutno imamo premalo časa pa premalo denarja. To je neka splošno opažanje, s katerim se lahko verjetno vsi strinjajo. Pač moti me, da smo toliko odvisni od oglaševalskega denarja, da si prisiljen v sprejemanje nekaterih kompromisov, pa ne mi, kot pišemo članke, ampak kot medij, kako boš kaj uvrstil, koliko prostora za oglase boš spustil v člankih, a bo še berljiv ali ne bo sploh več berljiv, ker se ti bo skozi pop-up oglasi prikazovali. To so vse stvari, ki... To govorimo zdaj na splošno tudi o novinarstvu. Ja, seveda. Pač mislim, da je ta odvisnost od oglaševalskega denarja je najhujša stvar, ki se dogaja novinarstvu, se mi zdi. Mislim, da je Boris Dežulović, ki je nekoč, če se vrnem na začetek najnega pogovora o bullshitu, rekel fenomenalen stavek za 24 ur Focus, kjer sem takrat delala. On je rekel, podcenili smo idiote in razlagal o tem, kako smo se takrat, ko je prišlo do razmaha v bistvu interneta, smo si mislili, zdaj bom dosegel roke, vsa znanost sveta, od Sumercev dalje, on reče, vse imamo lahko v telefonu, ampak mi gledamo slike delfinov, nagih žensk in te sovražne komentarje med partizani in domobranci. Podcenili smo idiote, pač treba je računati na to, da veliko ljudi noče sprememb, noče dojeti to, kaj je res, kaj pravi znanost, kaj pravi zgodovina. Evo, zdaj sem pa jaz izgubila nit, vidiš? Nimam napisanega tega, tako da sem izgubila nit. Vem, kaj sem hotela reči. Hotela sem reči, da je v tem istem intervjuju on rekel, da ne ve, kaj je rešitev za novinarstvo, za dobro novinarstvo, da je jasno, da propada z načinom, s katerim smo odvisni od nekih zunanjih dejavnikov in da bi bilo najboljše, da pač novinarji za dobro delo dobijo mediji nek denar, ki bi bil neodvisen od česarkoli. Še zadnje vprašanje. Kaj pa si kot novinar želiš? Da bi bila, vsaj kot spletni novinar si želim, da bi bila branost članka premo sorazmerna z vloženim trudom in kakovostjo. Ker zelo velikokrat temu ni tako. To si pa tudi jaz kot urednica želim. Hvala lepa, Staš. Upam, da ni bilo prenaporno, ni bilo, ne? Upam, bom videl pol, ker se bom gledal, ko bom jezen sam nase. Hvala lepa. Me veseli, da so te v bistvu lahko bralci in bralke tvoji. Veliko imaš zvestih bralcev in bralk, da so te lahko spoznali tudi na ta način, ne samo preko pisane besede. Hvala ti. Hvala tudi tebi.